Novo leto, nov začetek, nova priložnost za novoletne zaobljube. Ste si morda zadali, da boste denimo nehali kaditi, jesti sladkarije, se več gibati in da boste končno prebrali tiste knjige, na katerih se nabira prah? Ali ste morda med tistimi, ki v novoletne zaobljube tudi zaradi preteklih izkušenj preprosto ne verjamete več? Po tradiciji je sicer naval na fitnes vsako leto največji prav januarja. A so stare navade pogosto bolj vztrajne, priznavajo tudi naši voditelji, ki razkrivajo svoje pretekle izkušnje in načrte za prihodnje leto. Nikoli se ni sfižilo, vedno vse obstoji, hecam se. Bo shujšal, bo tekel vsako jutro, a ne? Jaz se ne zaobljubljam več. V bistvu si mi dala ti idejo, ne? Mnogi si zaobljube še vedno radi postavljajo, drugi so z njimi že opravili. Želje pa so tudi letos zelo različne. Ja, kakšno malenkost si že daš, ne? Že zato, ker je novo leto, mora biti nekaj na novo. Mogoče, ker sem bila mlajša zdaj, ne? Te obljube, ki sem imel, so že zdavnaj mimo. To have a wonderful job, a new job, to make more money. Ne, jaz bi rada se disciplinirala, da si bolj organiziram dan. To carry on traveling the world, seeing new places, meeting new people, having fun. V bistvu jih probaš čez let živeti lepo in potem ni treba imeti zaobljub. Nekatere raziskave kažejo, da večina novoletnih zaobljub propade že do februarja, a biti moramo optimistični. En kup enih razvad ima človek v življenju, ki si potem reče, zdaj pa dost, zdaj bo treba pa tole manj, pa bo treba tole nehati. Je pa vseeno malo možnost, da ti znese, tako da mogoče pa res letos bom nehal s sladkarijami zvečer. Vsaj zvečer. Pol pa pride ena veselica, en žur, ne vem kaj pa. Ne, no, daj nehina. Da si rečem, da bom bolj zdravo jedla, ne? Me potem že čez 3 dni premami nezdrava jed, ki pa je seveda dobra. Ne vem, več bova telovadila, dobro jedla, brala bova, ne bova gledala samo filmov, ampak po moje sem kakšen teden. Čokolado, karkoli je. Včasih popoldne v službi ga vidimo, ne? Ga ujamemo. Otroci so že kar resignirani, vejo, da jim bom spraznil vse zaloge, tako da. Januar je za mnoge mesec novih začetkov na fitnesu. Ja, vsekakor je januar, ta prelomnica, ki jo veliko ljudi izbere, zato da se vpiše v fitness. Tega bi močkar več morda, kot v letošnjem letu. Tako da se bom... Ja, gotovo. In bom probala se tega držati. Žal, mogoče te novoletni zaobljubniki ne vztrajajo dolgo. Jaz bi jim mogoče svetoval, da opravijo vsaj nekje 10 obiskov, da se potrudijo, tudi če je malo težje včasih. Res se bom probala držati, dokler bo. Pa če bo mesec, bo pa mesec. To pa že vem, da ne deluje, tako da... Jaz pa res gibanje, pa telovadba, na to pa prisegam vse skozi in ne rabim zaobljub. Ker ko začutiš ta prvi napredek, motivacija zraste in si naš. Novoletne zaobljube same po sebi niso neučinkovite, še ugotavljajo raziskovalci, saj da je pogosto neučinkovit le naš pristop. Uspešnejši so tisti, ki si zastavijo realne cilje, z njimi ne pretiravajo in svoj napredek tudi spremljajo.